svojem imenu vseh sodelavk in sodelavcev Policijske uprave Novo mesto, svojcem in prijateljem pokojnega izrekam iskreno sožalje. Policijska uprava Novo mesto odločno obsoja vsakršno obliko nasilja. Zato bo policija še naprej z vsem razpoložljivimi sredstvi dosledno ukrepala zoper vsakega storilca kaznivega dejanja. Policija na območju Policijske uprave Novo mesto z različnimi aktivnosti zagotavlja varnost vseh prebivalcev. Zavedamo se, da se varnostne razmere spreminjajo, zato smo se sproti prilagajamo svoje aktivnosti. Na posamezne območje razporejamo dodatne patrulje, tudi patrulje drugih policijskih enot Policijske uprave Novo mesto, enote policijskih uprav, drugih policijskih uprav in tudi enote generalne policijske uprave. Med spremljanjem varnostnih razmer smo že v preteklosti zaznali posamezna območja, ki smo jih zaradi kršitev opredelili kot varnostno obremenjena območja. To je predvsem na območju avtobusne postaje Loke in šolskega centra in na območju naselja Brezje. Z okrepljenimi aktivnosti, prisotnostjo policistov in sodelovanjem z občinskim redarstvom in drugimi subjekti smo bili delno uspešni pri zmanjševanju in preprečevanju protipravnih ravnanj. Razumemo zaskrbljenost ljudi, vendar želimo poudariti, da smo vsa odmevna hujša kazniva dejanja na našem območju uspešno preiskali. Na policijski upravi je ustanovljena tudi delovna skupina, ki prednostno obravnava kazniva dejanja in druge protipravna ravnanja, ki najbolj ogrožajo predvsem lokalno prebivalstvo. Policijska uprava Novo mesto in policijska postaja Novo mesto zelo dobro sodeluje z mestno občino Novo mesto, s krajevnimi skupnostmi in tudi lokalnimi civilnimi iniciativami. Naj omenim, da je tudi reševanje varnostnih vprašanj v okviru varnostnih sosvetov ena od naših glavnih nalog. Z vsemi ukrepi za zagotavljanje varnosti bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Kar se tiče samega primera včerajšnjega tragičnega dogodka, bo pa več podal predstavnik službe kriminalistične policije. Igor Juršič sem jaz, direktor Policijske uprave Novo mesto. Poglejte, slišali smo, prihaja Juršič. Slišali smo, tako od župana kot od predsednika vlade, dejansko je ukrep ta, da prihaja dodatna policija v Novo mesto. Konkretno nam povejte, kje, kaj, kako, koliko bo prišlo, bodo to specialci, pa prosim, če kamero gledate. Specialci ne bodo. To bojo policisti posebne policijske enote in policisti z drugih policijskih uprav. Nalogo bojo upravljali predvsem na varnostno obremenjenih območjih oziroma tam, kjer bomo ocenjevali, da je to nujno potrebno. Gospod Juršič, ali se bojite na policiji eskalacije razmer? Ljudje so jezni, zaskrbljeni in pa kakšne varnostne ukrepe načrtujete v torek, ko je izredna seja in ko tudi je župan pozval? Eskalacije dogodkov ne pričakujemo, jih pa tudi nemogoče izključiti. Mi se na to pripravljamo oziroma smo pripravljeni. Kar se tiče pa torka, bomo pač dogodek spremljali. Kar se tiče pa samih enot, bomo pa sproti ocenjevali, koliko jih bomo potrebovali oziroma če bo potrebno sploh kakšno varovanje. Ker ljudje so pokazali, da se da tudi mirno protestirati. Gospod Juršič, prej ste se pohvalili, da ste večino kaznivih dejanj uspešno preiskali. Tako, ali je bilo še bolj uspešno, če bi jih preprečili? Vsako kaznivo dejanje policija ne mora preprečiti. Tudi s tem tragičnim dogodkom policija tega kaznivega dejanja ni mogla preprečiti. Žal ne. A po tem tragičnem dogodku pričakujete kakšne kadrovske menjave v vrhu vaše policijske uprave in ali uživate zaupanje vrha slovenske policije? To boste mogli vprašati generalnega direktorja policije, ali imam še zaupanje pri njemu. Kar se tiče pa Policijske uprave Novo mesto, ne načrtujem nobenih sprememb, ker ocenjujem, da so moji sodelavci strokovno in profesionalno opravljajo svoje delo.